Pozdravljeni spet, moje ime je Uršula. Danes sem za vas spet pripravila igro Izberi karte. Lahko izberete med 3 kupčki, med angelskim tarotom, kozmik tarotom in kravljevim tarotom in med temi 3 kamenčki. Svetujem vam, da globoko vdihnete in izberete enega izmed 3 kupčkov oziroma izmed teh lepih 3 kamenčkov. Naj samo povem, da je danes lunin mrk, zelo močan, torej tej luni, kjer je popolni lunin mrk, pravijo krvava luna in naj bi bila zelo, zelo močna. Če vas zanima, kaj za vaše znamenje pomeni ta lunin mrk, si to lahko preberete na mojem blogu, kjer je že objavljeno, objavljen moj članek. Članek je pa tudi povezan z retrogradnim Merkurjem, ker je zdaj tudi retrogradni Merkur, in ta kombinacija retrogradnega Merkurja in luninega mrka je zelo, zelo močna, tako da sem se odločila, da za vsako znamenje posebej napišem, kaj ta retrogradni Merkur prinaša v mesecu maju za vaše znamenje, oziroma za vsako znamenje posebej, in tudi kaj vam prinaša lunin mrk. Tako da ste vabljeni, da si to preberete na moji spletni strani oracleoflight.org. Imate tudi spodaj naveden link, tako da to si lahko tam preberete. Te moje napovedi oziroma branje kart so brezčasne, torej ne glede na to, kdaj kliknete na mojo napoved, takrat pač rabite to sporočilo. Je pa danes tema ljubezen, torej ljubezen za samske, tisti, ki nimate partnerja oziroma se mogoče čutite v partnerstvu tako osamljeni, da nimate več povezave z vašim partnerjem. Torej ljubezen za samske. Pa gremo kar, torej začnemo z prvo skupino. Te 2 bom umaknila. In kar začnemo z prvo, s tem čudovitim kamnom, rozastim, kaže na to, da ste čustvena oseba, da ste nežna oseba, pa tudi že precej poduhovljena, da vas zanimajo tudi duhovne stvari. In poglejmo torej, kaj vas čaka v ljubezni, če se bo kaj spremenilo, če boste dobili kakšnega partnerja. Do konca leta bomo pogledali. No, pa da vidimo, kaj ste dobili. Prva skupina. Za vas so prišle kar lepe karte. Potegnila bom tukaj še eno karto iz mojih orakelskih kart. Moje orakelske karte, ki sem jih sama zasnovala, narisala jih je pa Ina Luterič, se imenujejo Rozeta in so zelo zanimive karte, tudi energijsko zelo močne. Lahko jih tudi kupite, če želite, to je vse na moji spletni strani oracleoflight.org. No, in bom še tukaj eno karto potegnila, da vidimo, kje ste za ljubezen. Zanimivo, zanimivo. No, v redu, torej za preteklost vam kaže, da ste imeli nekega partnerja v vaši, bom rekla, sredi, oziroma lahko, da ste bili z nekom ali pa vam je bil nekdo zelo všeč, ampak zelo hitro vam je jasno ratalo glede te osebe, kakšna je. Torej ta partner je bil mogoče malo preveč impulziven, prehiter, zahteven in vas je to malo ustrašilo. Lahko, da je bil tudi tako zelo strasten in vas je to zelo, zelo ustrašilo. Torej bilo vam je jasno, ker nič ne kaže, da bi bila ta veza oziroma da bi bil ta partner napačen, torej bil je zelo v redu oseba, sodelovanje je bilo dobro, lahko da ste ga spoznali tudi preko službe ali da ga poznate. Trenutno vam pa kaže, da ne glede na to, da bi, bom rekla, lahko bili s to osebo, ki je tako zelo intenzivna, trenutno ste sami zato, ker želite nekaj drugega. Torej želite biti izpolnjeni, želite, torej bom rekla, enega partnerja, ki bo drugačen.
ki vas bo bolj poslušal, ki bo mogoče šel malo počasneje. Ampak ste zaradi tega tudi zelo nezadovoljni. Karte vam kažejo, da se ozrite okoli sebe, da imate dovolj možnosti, vendar da jih ne vidite in zato ste nezadovoljni. Torej, želite nekaj, kar v bistvu mogoče ni toliko za vas ali pa kar vam ni dostopno in pozabljate, da so okoli vas osebe, s katero bi lahko bili. Torej, jaz mislim, da je tale iz preteklosti, torej že ena oseba, ta strastna oseba, torej ni važno, ali je moški ali je ženska, torej strastna oseba, močna, ampak seveda zelo intenzivna, ne, ker vas pa mogoče straši, ker vi ste pa bolj taka praktična oseba, prizemljena, tudi vse si hočete razumsko razložiti, ker pa pri ljubezni ni ravno najbolje, torej srce ima svoj prav, ki ga razum ne pozna, ne. Tako da tukaj to ni najbolje. Torej kaže vam neki nov začetek, torej sicer neko čustveno zadovoljstvo, nezadovoljstvo trenutno, ampak tudi neka stabilnost v zvezi z ljubeznijo in neki čisto nov začetek. In to tak konkreten nov začetek, torej spoznali boste eno osebo, ki vam bo precej zatresla tla pod nogami in za katero se boste morali odločiti, ali se boste v to spustili ali ne. Ste zelo previdna oseba, zelo se bojite, ampak tukaj vam karte svetujejo, da se spustite v razmerje. Torej, zelo ste previdni, ker vas nekako razmerja in odnosi utrujajo. In tudi, bom rekla, iskanje partnerja vas na neki način utruja, ker imate neke slabe izkušnje iz preteklosti in kaže tudi, torej bom rekla, neko izgubo iz preteklosti, ampak na ljubezenskem področju v prihodnosti vam kaže neko veliko spremembo, neko preobrazbo, ki jo vi kot oseba morate narediti. In boste spoznali eno novo osebo, torej zagotovo boste imeli neko avanturo s to osebo, zdaj, ali pa se boste odločili za neko resno vezo, je pa precej na vas, ljubezni se bojite, vse si skušate razložiti razumsko, kar ni v redu. Torej, tukaj so prišle še karte, ko sem obrnila, torej, da bodite potrpežljivi, da ljubezen bo prišla do vas in tudi pravi partner, čeprav čakate, pa dolgo nič ni, ampak boste. Vi ste tudi bom rekla, zdaj v roku 1 leta tudi kar precej zrasli, čustveno, ampak ozrite se okoli sebe, kajti res imate v okolici nekoga, ki je za vas. In s tem se boste torej zapletli v eno vezo, boste precej obremenjeni, kaj narediti za naprej, ampak zagotovo vas čaka res neka velika, velika temeljita preobrazba in to na bolje. Ne smete si pa seveda delati iluzij, da če ne boste šli v akcijo, seveda ne bo nič, a ne. Mogoče vas pri tem partnerju v preteklosti je bil nekdo, ki vam je bil všeč, ali pa ste mogoče bili celo z njim nekaj časa, je bil res prehiter mogoče za vas, no. Tudi mogoče vas je res ta njegova energija strastna, bom rekla, vas je na neki način ustavljala. Lahko je bil tudi športnik, atlet, lep moški ali pa lepa ženska. Ampak torej vi, bom rekla, na neki način čustveno ste tako zelo nezadovoljni, torej želite neke stvari globoko v sebi, ki mogoče niso uresničljive. Lahko je ta oseba bila tudi mogoče malo nagnjena k pitju ali pa kakšnim, bom rekla, nezdravim navadam, pa vas je mogoče tudi to, vas mogoče moti ali vas pa je zmotilo, a ne. Ker po teh kartah bi rekla, da je možno, da boste s to osebo se zapletli, torej s to iz preteklosti. Lahko pa je to čisto neka nova oseba, torej po kartah je povezava, ni tako konkretna, je pa, ampak seveda pazite se torej, kako boste s to osebo vnaprej, kako jo boste gledali, tretirali, torej postaviti morate neke omejitve, meje, če je to ta oseba, če je druga, boste pod končnikom mogli tudi pri sebi razčistiti točno, kaj hočete. Je pa zagotovo v vaši bližini več oseb, s katerimi bi lahko bili in z nekom zagotovo boste, tako da sami ne boste, ampak kako boste pa naprej to peljali, bo pa seveda na vas.
In čaka vas tudi ena trdna veza potem kasneje. In bi jaz rekla, da po moji intuiciji je to verjetno ta oseba iz preteklosti. Velika verjetnost. Velika verjetnost. Se bo pa pojavila še ena oseba, med dvema osebama se boste morali odločiti, katera je tista prava. Poslušajte sebe in svojo intuicijo. No, to je za prvo skupino vse. No, zdaj pa druga skupina in Kozmik tarot in tale čudovit bel kamen, ki ste ga izbrali. No, zdaj pa kaj drugi skupini kaže v ljubezni, torej tistim, ki ste samski, do konca tega leta. Kaj vam kaže? Ste vi spoznali kakšno osebo? Da vidim, kaj ste pa vi dobili. Potegnila bom še eno karto iz mojih kart Rosetta, torej to so karte, ki sem jih sama zasnovala, narisala jih je Ina Lutarič, lahko jih tudi kupite na moji spletni strani oraclelight.org, so pa energijsko zelo močne karte. No, za vas kaže, torej druga skupina, da ste v preteklosti doživeli eno veliko žalost, občutek odrinjenosti, kar pomeni, da ste verjetno končali kakšno vezo ali pa ste imeli občutek, da nikakor ne dobite nekega partnerja in ste bili zato zelo žalostni. In ste imeli ta občutek, kot da ste postavljeni ven na hladno, kot da vas nihče ne vidi, nihče nima zamara na nek način. Torej, drugače kot oseba ste zadovoljni sami s sabo, ampak nikakor ne najdete pravega partnerja. Kaže vam zdaj trenutno, da ste se tu čustveno umaknili od neke želje, da bi imeli partnerja, da ste pač zelo potrpežljivi, čakate, čustveni, torej želite si neke, bom rekla, čustvene veze, partnerstva, ampak ste pa tudi na nek način zelo razočarani, lahko da ste tudi spoznali nekoga, s katerim ne morete biti, ali je že poročen, ona ali on, ta oseba že poročena, ali pa zaradi kakšnih drugih razlogov ne more biti z vami in ste tudi zaradi tega že bili mogoče v preteklosti žalostni in ste tudi zdaj in ste se od tega zdaj čustveno umaknili. V prihodnosti vam kaže, da boste spoznali eno osebo, ampak ta oseba, morate biti malo previdni, zelo bo komunikativna, mladostna, lahko tudi malo nezrela oziroma prehitra, zelo komunikativna, ampak ta oseba bo lahko nekaj rekla, naredila nekaj drugega, tako da se pazite, da ne boste zaradi te osebe vznemirjeni. Zagotovo pa boste spoznali nekoga, ker boste o njem razmišljali, boste zaradi tega tudi malo nespeči, ker vas bo precej prevzela ta oseba, vam bojo pa glede nje stvari zelo hitro jasne. Zdaj, kaže vam za to osebo, da ji boste morali postaviti neka določena pravila, če boste želeli, da boste s to osebo lahko bili. Vam pa kaže, da morate stvari mogoče tudi v življenju na splošno pogledati iz drugega zornega kota. Da že nekaj časa traja ta vaša bolečina, ta občutek odrinjenosti, da nikogar ne najdete, da ste sami, da to že precej dolgo traja in da morate na stvari pogledati z drugega zornega kota in tudi na osebe morate drugače pogledati, ker mogoče vas tam iza ogla vogala, čaka nekdo, ki je za vas, ampak ga vi trenutno tako ne vidite. Jaz bom malo spila moje kave. Za odmor. No, in tej osebi morate nujno postaviti pravila. Ste pa trenutno zelo osamljeni, torej te karte Rosetta kažejo na to, da ste osamljeni, da pa vas na poletje čaka ena avantura in sprememba v ljubezni, torej pozitivna sprememba, spoznali boste eno osebo, ne smete biti naivni, ne vse verjeti, torej se pravi, ta oseba bo lahko nekaj obljubljala, pa to ne naredila, ampak vaša osamljenost se na nek način konča, če bo pa s to osebo naprej resno,
pa ni najbolj gotovo. Čakajte, bomo še eno karto potegnili, da vidimo. Ker ta oseba vam bo prinesla neke skrbi, bom rekla. Ste kompatibilni s to osebo, ampak vi in ta oseba se bosta morala v odnosu veliko naučiti. Torej, postaviti morate pravila, tako da boste lahko s to osebo naprej lepo živeli, da bo veza lahko trajala, zagotovo pa spoznate nekoga, lahko tudi na potovanju. No, to je za drugo skupino. Zdaj pa gremo še na tretjo skupino. Drugače ste oseba, ki je zelo tudi komunikativna in so ji stvari jasne in pa intelektualno usmerjene, torej stvari si predvsem želite razložiti z razumom, kar počasi pri ljubezni tudi ni dobro. No, zdaj pa še tretja skupina in tale črn kamenček. Vi ste pa v preteklosti že doživeli par slabih izkušenj, imate občutek, da mogoče ljubezen za vas, ali pa da ljubezni za vas ni. Življenje čutite včasih glede ljubezni kot težko. Ste se pa tudi že ranili v preteklosti velikokrat. Ste malo zaprti, rezervirani. No, zdaj pa tretja skupina, kaj pa vas čaka v ljubezni? Do konca leta, torej za samske to velja. Pa poglejmo, kaj vas čaka. Potegnila bom še eno karto iz mojih kart Rozeta. Moje karte sem zasnovala sama, narisala jih je Ina Lutarič, so energijsko zelo močne, jih pa lahko tudi kupite na moji spletni strani oracleoflight.org, če si želite sami pogledati, kaj vam kažejo karte. No in bomo še potegnili eno karto, da vidimo za ljubezen, za samske. Paš. Torej, vam v tretji skupini kaže, da v preteklosti ste se posvečali delu, pa tudi odnosom, torej kaže, da ste v preteklosti se verjetno srečali situacijo tretje osebe. To pomeni, da če ste imeli partnerja, je bila tukaj posredi neka tretja oseba in vas je to zelo prizadelo. In to je kar nekaj časa trajalo in ste bili zelo stisnjeni zaradi tega, torej zelo vas je to bremenilo. Ali pa ste se zaljubili v nekoga, ali pa imeli v mislih nekoga, ki je bil že ali poročen, ali že imel vezo in vas je to zelo obremenjevalo, stiskalo, imeli ste občutek, da ne boste nikoli dobili partnerja, ki bo za vas v redu. Sicer je bilo neko prijateljstvo v zvezi s to osebo, ali pa bom rekla neka dobra povezava, komunikacija, nekaj stabilnega, ampak zaradi te tretje osebe to nekako ni moglo se sprovesti, oziroma niste mogli biti s to osebo. Trenutno kaže, da imate stik z nekom, lahko je to ista oseba iz preteklosti, z nekom, ki vam je bolj prijatelj in ste zelo žalostni, ker to nikakor ne preide v neko resno vezo oziroma v neko ljubezensko vezo in ste zaradi tega že precej utrujeni. V prihodnosti vam kaže, da vas čaka nov začetek, da se ne obremenjujte toliko, pazite se nespečnosti, kakšnih depresivnih težav, če padate v depresijo, v težave, če vam je težko, poskušajte iti v naravo, poskušajte se s kom pogovoriti. Torej, kar se tiče ljubezni, vam je zelo težko in ste žalostni. Ampak čaka vas nek čisto nov začetek. V sebi boste sicer malo konfliktni, malo boste, torej, ne boste vedeli, kaj narediti, torej s to osebo, ki jo boste zgleda zdaj čisto na novo spoznali. Ker vas čaka nov začetek, lahko je ta začetek navezan tudi na to osebo, ki je prijatelj vaš, ampak ima še eno osebo in bo ta, bom rekla, vaš prijatelj, prijateljica, torej ni važno, ali moška ali ženska, morala razčistiti s to tretjo osebo, preden bo začela z vami in vas bo to obremenjevalo. Ali pa vam bo ponudila bom rekla, neko vezo
in boste čutili ali pa vedeli, da ta oseba s to tretjo osebo še ni razčistila in vas bo to obremenjevalo. Nekaj vas bo, ker kažejo tudi konflikti, vznemirjenost, prepiri, težave, tako da ta nov začetek bo tako kar malo naporen, no, bi rekla, ampak je pa. Kaže vam, torej tudi paž nakazuje na nek nov začetek, na nekaj novega. Ampak kaže pa tudi na, bom rekla, neko nezrelo obnašanje. Tako da vprašajte se, ali je to tisto, kar si želite, da imate nekoga, ki ima še neko osebo po strani. Morate tej osebi postaviti neka pravila, da boste lahko z njo. Kaže vam, da drugače ste praktična oseba. Torej, no, poglejte, sem že prej povedala, no, pravila, da morate postaviti in tudi te dve karte nakazujete. Grad nakazuje, da morate pač neko omejitve postaviti osebi. Ampak kaže pa tudi, da s to osebo, da s tem prijateljem, s tem iz preteklosti, da lahko z njim ste, da so tukaj iskrice, ampak da mu morate postaviti pravila in mu pač povedati, da se bo moral odločiti v nekem doglednem času, ali za vas ali za to tretjo osebo. Tako da to je pa kar zapletena situacija za tretje. Za tretjo skupino. Ampak iskrice so. No, to je bilo za tretjo skupino vse. Naj na koncu še povem, da bom konec septembra začela z tarot šolo. V tarot šoli uporabljamo Kravljeve karte. Vendar je moja šola zasnovana tako, da se lahko učite tudi, oziroma da se naučite tarot brati na tak način, da lahko berete tudi iz drugih tarotov, ne samo iz Kravljevega. Ampak Kravlj je res, to je tot tarot, res zanimiv tarot, ker ima zelo veliko simbolike v sebi, res je izjemen in je tako, bom rekla, poseben in ima tako močno simboliko, da ko se pač iz tot tarota naučite brati karte, lahko berete tudi iz drugih kart. Oziroma iz drugih tarotov, ne. To je Weinreiterjev tarot, prav tako se naučite, ker ta je pa, bom rekla, bolj za začetnike primeren, bolj enostaven, ampak jaz sem pač z namenom izbrala ta tot tarot, ker če se iz tega naučite, potem lahko berete tudi iz drugih. No, potem je, na primer, imam tukaj še angelski tarot, je prav tako precej enostaven, torej ni tako močna simbolika kot pri Kravljevem in prav tako kozmik tarot. Torej imam pa v šoli kombinacijo torej tot tarota in kozmika, ki je pa malo bolj enostaven, tako da se res lahko potem naučite branja tarota na način, da postanete res po enem letu moje šole res mojster za tarot. No, to je za danes vse. Lepo vas pozdravljam in vam želim lep dan.